Dobro jutro, nova sreda, nova nepremičninska kavica. Jaz upam, da ste se od tega podaljšanega vikenda spočili, nabrali nove energije, tako da februar je tukaj. Jaz upam, da boste imeli en res lep, ne samo lep, ampak tudi en uspešen februar. Današnja tema nepremičninske kavice bo ena zanimiva tema. Dostikrat se sprašujete s posrednikom, ali opravite nakup, prodajo s posrednikom ali brez posrednika. In jaz vam bom tukaj kar hitro odgovorila s posrednikom. In s tem je že konec današnje nepremičninske kavice, ker smo odgovorili na vprašanje. Tako da se vidimo v naslednji nepremičninski kavici. Čau! Hecam se zdaj malo. V bistvu hecam se. To sem zdaj čisto resno mislila. To je v bistvu moj odgovor tudi, ali se odločiti za neko prodajo nepremičnine ali nakup, da sodeluje nepremičninski posrednik, da ali ne, je bil zdaj to moj uvodni odgovor, pa da vas mogoče malo tudi nasmejem, da nismo še končali, zdaj bomo začeli. Vidim, da se že počasi nabiramo, super. Dajte mi spodaj napisati, tisti, ki gledate živo, tisti, ki gledate v posnetku, posnetek, pa dajte še od spodaj napisati, seveda, odkot prihajate, da vidimo, odkot se gledamo. Pozdravljeni. Tako, gremo zdaj na današnjo temo. Pereča tema, jaz vem, da je to vedno vprašanje, kaj naj zdaj nepremičnino prodam sam ali naj za to najamem nepremičninskega posrednika, kakšne koristi imam, seveda, če najamem nepremičninskega posrednika, ali pa najboljše, da kar prodam sam, ker bom več zaslužil. Tako ponavadi seveda ljudje razmišljajo. Delo nepremičninskega posrednika ni samo, da poslika nepremičnino, da da oglas na splet in čaka na kupca. Je dosti več. In delo nepremičninskega posrednika je ponavadi pri ljudeh eno tako easy delo. Nepremičninski posredniki zaslužijo bajne tisoče in tisoče evrov vsak mesec, nič ne delajo, nepremičnino dajo samo na internet, čakajo kupca. Kdo si ne bi želel biti nepremičninski posrednik? To je pač razmišljanje večine ljudi v Sloveniji. Mogoče kot podatek, v Sloveniji mislim, da gre tam cirka 1/3 posla oziroma manj kot 1/3 nepremičninskih poslov samo preko nepremičninske agencije. V Evropski uniji načeloma je ta odstotek nad 50, v Ameriki pa nad 90%. Kaj nam to pove? Na to si probajte odgovoriti malo sami. Me pa res zanima, dajte mi spodaj v komentar napisati, če se vam pokvari avto, greste k avtomehaniku ali k sosedu. Zobe vam popravlja sosed ali oseba, ki je usposobljena za to. Slovenci smo na splošno takšni, ki vse znamo sami, vse bomo naredili sami, prodajno pogodbo in tako dalje, ker mi pač to imamo na splošno v krvi. Ampak nakup in prodaja same nepremičnine je nek tvegan postopek. Ljudje se premalokrat tega zavedajo in potem sledijo razne zgodbe, ki jih beremo, kaj se je vse zgodilo pri nakupu in prodaji same nepremičnine, da so ljudje kupili črno gradnjo, da so imeli probleme z plačilom kupnine, ker se jim je kupec že prehitro vpisal v zemljiško knjigo. Razne zadeve se lahko zgodijo v samem postopku prodaje in nakupa nepremičnine. In jaz bi vam mogoče danes predstavila 4 razloge, zakaj pa se odločiti za nepremičninskega posrednika.
Kot sem že prej omenila, torej nepremičninski posrednik je sanjski poklic marsikoga. Lani smo bili spet priča nepremičninskemu vzdušju, ki je bilo napolno, kaos, vse se prodaja in imamo spet obilico nekih novih nepremičninskih agencij, nepremičninskih posrednikov. Vsi bi bili radi nepremičninski posredniki in na hitro zaslužili denar. Ampak pravi nepremičninski posrednik, bom vam v pravici povedala, jaz delam že to 15 let in 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu nekako je moj delovnik. In tiste redke vikende, ko izklopim telefon, ali pa popoldan, ko si rečem, danes bom pa imela 2-3 urce popoldan brez telefona, še takrat imamo slabo vest, zaradi tega, ker mogoče zdaj bilo kaj nujnega, mogoče se je kje kaj zgodilo, ker tukaj ni samo to, da nepremičnino prodaš, odzadaj pač je celoten postopek, komunikacija s kupcem, prodajalcem, nešteto zgodb, ki jih piše življenje, komplikacij, in zadeve je seveda potrebno reševati. Kot sem rekla, 4 točk se bom danes dotaknila, zakaj pa, da vam mogoče malo vseeno dam ozavestiti, zakaj pa nepremičninski posrednik. Prvič, znanje. Nepremičninski posredniki imajo, jaz ne rečem, da smo mi vse vedi, jaz se še moram velikokrat z našimi pravniki posvetovati pri določenih zadevah, ampak imamo določeno znanje, kar se tiče upravnih postopkov, kmetijskih zemljišč, torej če kupujete zemljišče kmetijsko, da more le to 30 dni odviseti na upravni enoti, na kak način je potrebno kupca prijaviti na upravno enoto, pridobiti odločbo, kako najhitreje pridobiti odločbo. Imamo tukaj tudi gradbeni zakon, ki je zelo kompleksen, tako da bom rekla, nepremičninski posredniki skozi svoje izkušnje se nekako trudimo, da bolj ali manj cel ta spekter znanja tudi obvladamo. Seveda ne obvladamo vsega, bom rekla, v nulo, zaradi tega, ker imamo tukaj tudi pravnike, ki nam pomagajo in neke zunanje izvajalce, ki seveda stojijo za nami. In ne samo znanje, kar se tega tiče, tudi znanje okrog nepremičninskega trga, okrog samih cen, mikrolokacij, da točno vemo, v kateri ulici, v katerem naselju je mogoče dobiti kakšno ceno pri nepremičnini. In to znanje je nek velik plus, kar se tiče samega nepremičninskega posrednika. Druga zadeva je seveda dejansko oziroma pravno stanje nepremičnine. Kaj tukaj mislim? Vsak nepremičninski posrednik je po zakonu obvezan preveriti dejansko in pravno stanje same nepremičnine. Moramo vedeti, kdo je lastnik nepremičnine, in moramo seveda tudi pogledati zemljiško knjigo. So kakšne obremenitve v zemljiški knjigi, hipoteka, mogoče kakšne služnosti, so vpisane mogoče kakšne tretje osebe, ki omejujejo ali izključujejo pravico kupca. V primeru, da so te zadeve vpisane, recimo, da je hipoteka notri, je potrebno pridobiti ustrezno izjavo upnice, da se bo izbrisala iz zemljiške knjige in seveda pod kakšnimi pogoji se bo izbrisala. Predstavljajte si, da kupite nepremičnino, vrednost hipoteke, ki je vpisana v nepremičnini, pa je višja od same nakupne vrednosti nepremičnine. V tem primeru boste kupili nepremičnino, pa še malo dolga zraven. Teda res je potrebno biti pazljiv in preveriti res dejansko in pravno stanje. Preveriti, ali ima nepremičnina gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, je urejen dostop. Mi dostope velikokrat urejamo, ko nepremičnino pridobimo v prodajo, ker ponavadi nepremičnine nimajo urejenega dostopa,
imamo neko asfaltirano cesto in smo prepričani, da je to tudi urejeno. Mora biti seveda tudi pravno urejen dostop. Mogoče tretja točka, še pravna varnost, ki je mogoče malo vezana na prejšnjo točko, ampak pri pravni varnosti bi pa mogoče rada poudarila to, da mi ne pišemo prodajnih pogodb sami. Ponavadi, kaj je največji neki trik, kjer lahko hitro stranke izgubijo par tisoč evrov? Ker grejo prodajno pogodbo pisati same, ker prosijo soseda, ti imaš prodajno pogodbo, ko si ravno zadnjič prodal stanovanje, daj mi, da jaz si to prepišem in naredim. V prodajni pogodbi mora biti pravilno zemljiško-knjižno dovolilo, da se sploh lahko vpišete v zemljiško knjigo. In pri nepremičninskih posrednikih seveda mora prodajno pogodbo pisati oseba usposobljena za to, torej pravnik, ki tudi stoji za to pogodbo. Pri pravni varnosti bi mogoče še dodala, da imamo nepremičninske družbe tudi zavarovanje poklicne odgovornosti. Torej, v primeru, da pride do neke napake, imamo za to zavarovano odgovornost. To je zelo pomembna zadeva, ki se je dostikrat nekako ne zavedajo vsi, ampak ja, po zakonu o nepremičninskem posredovanju moramo, torej nepremičninski posredniki, imeti zavarovano poklicno odgovornost. In naši pravniki lahko samo naše prodajne pogodbe tudi pišejo. In seveda stojijo za njimi. Četrta zadeva, sem rekla, da bom 4 stvari zdaj izpostavila, lahko bi jih tudi 20, ampak potem bi današnja kavica potekala 1 uro. Višja dosežena cena. V praksi nepremičninski posredniki dosežejo višjo prodajno ceno, kot če bi jo sami prodajali. Zakaj? Nepremičninski posrednik ponavadi ve, na kakšni lokaciji lahko določena nepremičnina doseže kakšno ceno, koliko nekih potencialnih kupcev imajo, oziroma veš približno, koliko se jih bo na določen oglas oglasilo, in tudi vemo za približno, kakšno ceno lahko mi maksimalno to nepremičnino prodamo. In se znamo potem tudi pogajati. Če mene nekdo pokliče za nepremičnino, ki jo imamo za 100 000 evrov, pa mi ponudi 90, mu znam seveda argumentirati, zakaj ta cena ne bo 90, ampak bomo stali za 100 000 evrov. In kaj lahko on vse zgubi s tem, če ne bo sprejel teh 100 000 evrov. Teda v praksi ko se ponavadi ljudje bojijo, kaj bojo izgubili, pridobijo lahko samo, ker se glede na višjo doseženo ceno tudi v tej višji doseženi ceni nekako pokrijemo tudi mi, nepremičninski agenti. To so zdaj pač 4 točke, ki bi jih jaz res rada izpostavila, torej s posrednikom ali brez posrednika, nakup ali prodaja. Seveda je to vedno vaša odločitev, kako se boste odločili. Zakaj pa mogoče, da vam dam en razlog, zakaj se ponavadi ljudje odločajo, da bodo sami prodali, ker pač mislijo, da bodo lahko nepremičnino prodali hitreje in da jim bo več ostalo. Torej, da bodo zaslužili ta zaslužek nepremičninskega agenta, da bo ostal njim. Ampak, kot vemo, v praksi se to ne dogaja, ker tisti, ko sami prodajajo, jim ponavadi tudi kupci povejo, nimate nepremičninske družbe, nimate tega, sploh, če dobite kakega dobrega pogajalca, vam lahko hitro ceno zelo, zelo zniža. Tako da to je v bistvu moje mišljenje, zakaj ja in zakaj ne. Je pa vsekakor potrebno pri izbiri samega nepremičninskega agenta gledati predvsem reference. Ne gledati nepremičninske družbe, agencije. Mi smo številka 1, mi smo številka 5. Ne, poglejte človeka, s kom delate. Kdo se bo zavzemal za vašo nepremičnino?
Kdo bo iskal kupca? Ker iskati kupca je tudi dostikrat umetnost. Potrebno narediti prave slike. Potrebno je ljudi na pravilen način, ne bom rekla prepričati, ampak jim nekako servirati zgodbo, zakaj je ta nepremičnina prava za njih. Torej moramo imeti nekako narejenega idealnega kupca za to nepremičnino. In torej ne gre samo za dobro predstavljeno nepremičnino, ker ko imaš ti kupca tam, ga je treba prepričati, se z njim pogajati in delati seveda v dobro obeh strank, kupca in prodajalca. Mi kot nepremičninski agenti seveda dobimo provizijo. Jaz ne rečem temu provizija, ampak to je nagrada za uspešno opravljeno delo od naročnika. V praksi kaj to pomeni? Torej, če je nas prodajalec nekako naročil oziroma z nami sklenil posredniško pogodbo, da mi za njega prodajamo, mi lahko račun izstavimo prodajalcu. Jaz vem, kaj se na terenu dogaja. Nepremičninski posredniki, nekateri, da dobijo nepremičnino, prodajalcem obljubijo vse, ne rabite nam nič plačati, bomo kupcu računali. Kar se tiče takih posredniških pogodb, ki jih dobite na terenu, da morate podpisati za provizijo, čeprav ste kupec, take so v bistvu nične. In je res treba paziti, s kom delate. Torej, mi dobimo plačilo od tistega, ki nas je naročil. V primeru, da pa nas kupec naroči, da iščemo nepremičnino za njega, takrat pa nas seveda kupec plača. Torej, na kratko, jaz upam, da sem nekako strnila bolj ali manj vse. Če imate še kakšna vprašanja ali pa kakšne pomisleke mogoče okrog samega dela nepremičninskega posredovanja oziroma agentov, dajte napisati od spodaj, vprašajte, vam bomo z veseljem odgovorili. Če vam je bil video všeč, napišite spodaj v komentar, podelite ta video, mogoče pride do osebe, ki ravno v tem trenutku ta video tudi potrebuje. Kar se tiče današnje nepremičninske kavice, je to na kratko vse. Vidimo in slišimo se seveda v naslednji nepremičninski kavici. Želim vam čudovito, lepo, sončno sredo. Čau!